Evo, stoletnik. Ford T. Evo ih. Ko, Marko, letos pa imaš častitljivih 100 let, ha? Ja, letos je pa to. Stoletnica takšnega Pa še lesenega. otvoritev ceste, kot je to nepozabno, ne? Ja, Res je. pa še leseno, ne? Ja, res je. A ni bil prej dračne barve? Zdaj je rekel, pridite rokočane rešovati, pa smo seveda, še imamo vse vklada, samo to treba vsega svesiti, to. Ali bo kdaj Katja iz Tule, Marjano. Bo slikala. Treba samo, da se na dol vidi, da ne spada. In tle. Ne, vidva, da se donala. Vidva tam pa stalo, da pevni. Vidva tam pa stalo, tako ne strani. Vse vas moram pa naučiti, ne. Daj ti vidva malo glave bolj skrb. Ne, vidva bolj skrb, no. Ja.
Spoštovani krajani, spoštovani gostje. Danes je pomemben dan za krajevno skupnost Rafolče. Približuje se otvoritev rekonstruirane ceste. Po domače, dobili smo varne pločnike in novo asfaltno prevleko, ki smo jo kar čakali več kot 20 let. Da bi varno vozili po novi cesti in varno sprehajali se po pločnikih, pa vabim župnika župnije Brdo Zlatopolje, gospoda Bernarda Rožmana, da blagoslovi rekonstruirano cesto. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. Molimo, nebeški Oče, tvoj sin je postal človek, da bi nam pokazal pot k tebi. Zaradi našega zveličanja je hodil po cestah tega sveta in oznanjal tvojo ljubezen. Prosimo te, blagoslovi to cesto in vse, ki bodo po njej hodili ali se vozili. Naj povezuje ljudi med seboj, uvarja nas pred nesrečami in nauči nas obzirnosti do souporabnikov ceste. Daj, da ne bomo nikoli pozabili, da so vsa pota, po katerih hodimo, podoba našega romanja k tebi, po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Sveta Katarina, Prosi za nas.
Hvala gospodu župniku Bernardu za blagoslov. Sedaj pa k sebi vabim koordinatorja del Marjana Kvedra. Hvala za besedo. V veliko čas mi je, da lahko pred tako številčno publiko oziroma pred krajani izrazim zahvalo za potrpljenje, za sodelovanje na tem projektu, ki mislim, da je Rafelče zaznamoval za nadaljnjih kar nekaj let ali celo 10 let. Ideja je bila že malo pred tem, ko sem že jaz nastopil kot predsednik in težko smo jo spravljali skozi, bila je večkrat obljubljena pred volitvami, a do realizacije ni prišlo. Zato bi jaz bil čisto kratek in se vam vsem skupaj zahvalil. Zahvalil bi se zato, ker ste izredno močno podprli županjo, ki je kandidirala in tudi izpeljala obljubo. To, kar je bil tudi program in obljube smo se držali in danes res sem presrečen v svoji masi, da lahko predajamo tak lep objekt v predajo. To bi mu jaz ostalo, bo pa še Janez povedal. Hvala. Hvala Marjanu za nagovor. O samem spremljanju izgradnje ceste bo podal nekaj besed tudi Janez Brnot. Ja, lepo pozdravljeni vsi. Torej, naša cesta je potekala zgradnja v 2 etapah. In sicer prvi del od tukaj do sredi vasi in potem še drugi del od sredine do tam, kjer smo se zbrali in prišli na to mesto. Torej, če na kratko rečem za tiste, ki mogoče niso sproti spremljali te gradnje in niso bili z vsemi stvarmi na tekočem, ki so se dogajale, bom na hitro rekel nekaj stvari. Ta spodnji del ceste ni bil tako hudo zahteven, kjer ni bilo nekih objektov, ki bi se morali prestavljati ali spreminjati. Bila je tukaj spodaj ena škarpa betonska, takoj na začetku ta in pa ena večja skarpa na sredini vasi, na desni strani bolj visoka kamnita škarpa zaradi višine terena soseda, to je pri Breznikovih ali pa po domače pri Dolenčevih. Torej, ta del in na tem delu sta potem, mislim, da še 2 ali 3 jaški od elektro, kar sedaj ne vidi. Veliko vidi se jašek, recimo 60 ali pa 80 krat 60, v resnici je pa to odprtina cirka 2x2x2 metra pa pol. Ogromna zadeva, ki smo jo morali, istočasno so jo morali izvajalci delati. Bolj problematičen je bil drugi del in sicer že takoj pri prvi hiši, pri Mavovih, pri Cimpermanu, kjer je bila taka izožitev, da je bilo treba kompletno zgradbo po celi dolžini delati oporni zid, če smo hoteli pridobiti vsaj del pločnika, ki poteka mimo. Še naprej je križišče od te hiše med Igličem ali pa Breznikovimi, je križišče, v katerem sta 2 ogromna jaška velikosti, tudi tam 2x2 in pa globine cirka 2 metra pa pol in tudi tukaj je bil izredno velik poseg. No, naprej je pri Brezenk, se reče po domače Igličevi, tukaj je hiša zdaj z novo izpeljavo naklonov in cestišča prišla pod nivo pločnika in pa dela ceste, za kar je lastnik zahteval eno iz varnostnih razlogov oporni zid, drugo pa tudi zaradi vode. To je bilo potrebno narediti in to je bil tudi bilo neko dodatno delo, ki ga je bilo treba upraviti. No, če gremo naprej po trasi, je potem na levi strani velik toplar. To je bilo stvar Bartolovih, Štingelčevih. Ta toplar je bilo potrebno prestaviti, ker je bil del toplarja na cestišču, ki zdaj poteka na novem delu cestišča. Prestavitev je bila utežkočena zaradi tega, ker ni bilo dovolj zemlje, torej širina zemlje je bila preozka in zato je bilo treba delati kar ogromno dolgo in visoko kamnito škarpo, da smo lahko ta objekt
spravili na to mesto. Objekt je pa spomeniško zavarovan in se ga ne sme podreti, ampak ga je bilo treba prestaviti. Tako je pač bilo rečeno iz strani lastnika, ker verjamem, da je tako. No, istočasno smo uspeli še rešiti en uvoz, to je nasprot Kozovca, tega Toplarja, in sicer rešili smo eno cesto uvozno proti kmetiji Petek in pa proti ostalim kmetijam, ne kmetijam, parcelam, višji gor, da imajo zdaj to cestišče. S tem uvozom cestiščem pa smo istočasno še rešili ozko pot, ki je potekala mimo te Breznikove hiše, in ker imajo zdaj fantje, sosedje, velike tovornjake, je to bilo zdaj zelo težko in zelo nerodno, lahko bi bila tudi kdaj kakšna nesreča, pa hvala Bogu jo ni bilo. Tako da tudi to je zdaj istočasno rešeno. No in če na koncu imamo še gor pri Berletu. Pri Berletu je pač malo bolj spodnja stranka nastradala, ker je morala tam cirka 2 metra zemlje odstopiti, morala eno vrsto sadja odstraniti in pa podreti betonsko ograjo. No, mislim, da smo imeli tam tukaj tudi veliko razumevanje in se je to lepo uredilo in speljalo tako, kot mora biti. No, jaz ne bi zdaj na veliko govoril, ker bo pojedna mrzla in tako naprej. Jaz bi raje rekel zdaj tako. Jaz se na tem mestu vsem delavcem, ki so delali od firme, tako šoferjem, strojnikom, potem se zahvaljujem delovodju, ki je bil izredno sposoben in umirjen in znal z ljudmi, strankami, krajani komunicirati v mirnem tonu, brez sporov in res spoštljivo in res vsa pohvala. Nadalje bi se zahvalil obema nadzornima, tako občinskemu nadzornemu kot zunanjemu nadzornemu. In pa seveda tudi firmi Lavako, ki je vsa ta dela vodila. In nazadnje naši župani, gospe Olgi, ker če ne bi bilo nje, ne bi bilo tudi ceste in ne bi bilo danes otvoritve. Toliko mogoče jaz na kratko, kjer ni spremljal te gradnje, pa je saj malo dela videl. Bilo je mnogo več dela v zgornjem delu in tudi investicija se je podržila. Kajti tisti projekt, ki je bil predčasno narejen, ni bil upoštevan, ker ni bil pravilno umeščen v prostor, tako kot je zdaj. Toliko, hvala lepa vsem, tudi krajanom za vse potrpljenje in za spremljanje. Toliko vam jaz. Hvala Janezu za razlago o gradnji ceste. O težnjah predsednikov krajevnih skupnosti Rafelče, o enakosti z drugimi in celo prednosti v občini bo podal nekaj besed predsednik krajevne skupnosti Rafelče, Viktor Jemec. Spoštovane krajanke, spoštovani krajani, svetniki, tako krajevne skupnosti kot občine, spoštovani gostje, predstavniki tiska in vsi ostali, lep pozdrav. Krajevna skupnost je lokalna skupnost, ki predstavlja prebivalce Rafelč, Vrholj, Dubeln in Straže. Ustanovljena je bila 24. septembra 1967 še v nekdanji občini Domžale. Prizadeva si za dobrobit krajanov in izboljšanje življenjskih pogojev v lokalnem okolju. Prvi predsednik je bil Tone Jeretina, Goležev iz Vrhovelj. Stojimo na ramenih naših predhodnikov, ki so bili vse skozi zelo aktivni, iznajdljivi, veliko je bilo zidarjev in tudi drugih poklicev, ki so bili tudi fovšljivi, bi rekel nevoščljivi in so hoteli hitro imeti podobne pridobitve kot ostali v okolici.
S skupnim, predvsem prostovoljnim delom pri urejanju komunalnih zadev smo uspeli zgraditi 3 transformatorske postaje z omrežjem, razširili smo vodovodno omrežje tako, da je vsako gospodinjstvo izkopalo 200 metrov kanala, globine 90 cm, občina pa je plačala cevovode. Vsaka vas je imela svoj vodovod, ki so ga seveda zgradili vaščani. Pozitivno smo izpeljali prvi samoprispevek v nekdanji občini Domžale za izgradnjo najbolj prometne ceste skozi vas Rafolče, to je te trase, ki je danes prenovljena, in delno so se asfaltirale tudi ostale ceste po vaseh. In tako smo prehiteli tudi druge dele občine, ki niso izpeljale samo prispevka. Postavili smo javno razsvetljavo na kritičnih mestih in napeljali telefonsko omrežje, kjer je vsako gospodinjstvo izkopalo po 2 jami za drogove. Tudi v novi državi Sloveniji smo z našim delom in tudi s peskom iz Vrhovskega peskokopa pomagali zgraditi nekaj asfaltiranih cest. Pridobili smo novo vodovodno omrežje z rezervarjem v Vrhovljah in dotokom vode iz Žirovš. Večina gospodinjstev je pridobila kanalizacijo. Smo pa spet pred nekaj leti prehiteli večino krajevnih skupnosti v občini in pridobili po vsej krajevni skupnosti optično internetno omrežje, kar je speljal prejšnji predsednik Marjan Kveder. V načrtu imamo ureditev potoka Čedave, izgradnjo ceste v Straži, pločnik od Skrhnije pa do Martvaških Vežic, potem pa tudi krajevna skupnost in društva naj bi pridobila prostor v naši brunarici, treba pa je opraviti še odkup in legalizacijo te naše brunarice, kar upamo, da bo s pomočjo naše županje tudi uspelo. Potem naši krajani so vse skozi sledili načelu: ne vprašajte, kaj vaša država lahko stori za vas, vprašajte se, kaj jaz lahko storim za svojo državo, občino ali krajevno skupnosti, kar veste, da je citat pokojnega ameriškega predsednika Kennedyja. Zahvala vsem krajanom, ki ste se trudili za skupno dobro, za inovativnost in prostovoljstvo. Zahvala tudi svetu krajevne skupnosti, nekdanjima predsednikoma krajevne skupnosti Rafolče Janezu Bernotu in Marjanu Kvedru, občinskemu svetu, občinski upravi, posebej pa županji Jogi Vramkar, ki je podprla naše potrebe po večji varnosti in obnovi asfalta in še dodatnih del. Srečno vožnjo na rekonstruirani cesti in prijetne sprehode po novih pločnikih ter veselo praznovanje. Hvala Viktorju za izrečene besede. Krajane in goste bo nagovorila še gospa županja Olga Vrankar, ki bo prerezala tudi trak. Spoštovani krajani Rafolč, dragi gostje, godba, svetniki, svetnice, lep pozdrav v tej prelepih Rafolčah, ki so danes s to novo pridobitvijo še malo bogatejše, in sem vesela, da ljudem lahko še polepšamo prazniki s to vrstno pridobitvijo. Ta cesta v Rafolčah je že dolgo časa klicala po novi preobleki in po varni vožnji. In uspelo nam je s skupnimi močmi po večjih korakih, da smo dobili novo preobleko v dolžini 600 metrov.
Z deli smo začeli v lanskem letu v juliju in s podjetjem Lavako sklenili izvajalsko pogodbo. Dela so, tako kot ste že slišali, potekala v dveh fazah in pri teh delih je poleg te spodnjega ustroja, torej in vozišča in meteorne kanalizacije, bilo izvedenih tudi kar nekaj opornih zidov za zavarovanje vozišč. Potem smo se s podjetjem Elektro dogovorili, da istočasno izvede novo elektrokabelsko kanalizacijo, kar mislim, da je tudi pridobitev za Rafolče, ki je že dolgo časa klicalo tudi po močnejši te elektromoči. Res je bila, tako kot smo že slišali, druga faza zahtevnejša, ampak to je bilo pač zaradi varovanja tudi starejše hiše. Varovali smo temelje in izvajali monitoring. Prav tako smo na tej trasi morali prestaviti kozolc in pa nekaj opornih zidov smo tudi pač za zavarovanje vozišč naredili tudi v drugem delu. Tako da zdaj sama vrednost izvajalske pogodbe je bila 680 000. Zaradi teh dodatnih del, ki so se pojavila pri sami gradnji, pa so se ta dela povečala za 136 000, tako da je skupna vrednost je 816 000. Ampak skupnem, tako kot sem že rekla, jaz na tem mestu res bi rada zahvalila vsem krajanom za potrpljenje. Seveda je bilo nekaj negodovanja tudi zaradi javne razsvetljave, ker tudi javna razsvetljava je bila obnovljena, ker nekaj časa ste bili v temi, ampak tako uspelo nam je in jaz mislim, da je to res velika pridobitev. Zahvalila bi se izvajalcem, ki so delo opravili 2 meseca prej, kot je bilo načrtovano. To je zaradi dobre organizacije, seveda zaradi sodelovanja vseh mejašev pri izvajanju te gradnje in pa na tem mestu se tudi jaz posebej zahvaljujem Marjanu Kvidru, Janezu Barnotu in pa predsedniku krajevne skupnosti za pomoč pri reševanju kakršnihkoli, bi rekel, zapletov pri sami gradnji. Tako da želim vam res varno vožnjo, želim, da ta cesta ne bo poligon hitrosti, ampak naj bo to cesta, kjer boste varno vozili, kjer bojo imeli pešci, kolesarji in pa vozniki motornih vozil res varno vožnjo in pa srečno Rafolče. Ja, aspetta, non sono vinto da parte. Dopo parte, vedo dos vigo. C'è vico. Poi entra che da me. Ja, še,
Hvala gospe župani in magistri Olgi Vrankar in občini za posluh, krajanom, projektantu, nadzornikom, izvajalcem in vsem, ki ste kakorkoli doprinesli k lepi in koristni pridobitvi krajevne skupnosti Rafelče. Sedaj vse prisotne vabim k brunarici na druženje, kjer bo tudi skromna pogostitev. Vabljeni in hvala za udeležbo. Kot vedno, pri takih dogodkih človek ima določeno napetost in ko ta napetost popusti, se rad zahvali. In Rafelčani znamo to dobro pokazati. Zato res imate tam golaž, kar pripada temu času, zdaj to je praznik dela in mislim, da je razlog za praznik dela, da ga lahko res praznujemo tako, kot je treba. Jutri je praznik, lahko tudi pa podaljšamo čutko. Zato pa smo naredili na ta dan. Vabljeni, kot smo rekli, Brunarc, kjer je golaž, pivo oziroma pijačo, kar želite in gremo naprej. Godba okol pa gremo. Hvala vsem. Prosto.